Ja, bravo. Hier, to. Tovariš župan, Ljubljanska in Duljetova četa je postrojena v častne dogodke, ki so se odvijali med obe oziroma v spomin na napad na Bučko. Reportiral poveljnik Milan Krajnc. U redu. Dva imitatorja jeste u kanale. Pa dobro tamo gdje imate. Tovariši in tovarišice, cenjeni gostje, toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli zopet na Bučki. Posebno pozdravljam edino še živečega borca tovariša Franta Komelja, generala v pokoju Lada Kocjana, ter poveljnika vojašnice Novo mesto, polkovnika Žara Kenigmana. Letos obeležujemo že 73. obletnico prvega organiziranega partizanskega napada na nemško postojanko na Bučki, ki pa ni bil pomemben dogodek le za ta kraj, pač pa za celotno NOB na Slovenskem. Ena najpomembnejših nalog nemške civilne uprave, ki je bila vzpostavljena na tem območju, je bila uničenje slovenskega naroda, razpuščanje društv, zaplenitev inventarja, spreminjanje zunanjega videza pokrajine, prepoved rabe slovenskega jezika, umikanje slovenskih napisov, preimenovanje krajev. To so bile le nekatere aktivnosti, ki so jih Nemci izvajali najprej. Nato množično izseljevanje in naseljevanje Nemcev. Sveti dekleto rožmarin, rožmarin zelen, ne našel bi v deželah treh, fant goršega noben. Ne našel bi v deželah treh, fant goršega noben. Oj, cveti, cveti rožmarin, in duti skozi vas, in duti skozi vas. Pod okno pride fantič mlad, zajmoral boj krvav, daj rožmarina zelenega, še šopek mi v pozdrav. Daj rožmarina zelenega, še šopek mi v pozdrav. Ko puške bodo pokale, na te mi bo spomin, na te mi bo spomin. Sprva so si prizadevali navezati stik z domačini, vendar jim to ni uspelo. Krajani pa so pomagali družinam iz Posavja, Zasavja in Štajerske pri prehodu meje. Nemci so tako postali vse bolj pozorni na gibanje ljudi. Izvedli so politično in rasno ocenjevanje in po 20. oktobru izobesili plakate o izgonu ljudi v rajh. Takole znova po enem letu tu na Bučki. Spoštovane tovarišice, tovariši, spoštovane gospe in gospodje, častni gostje, profesorica Ivica Žnidaršič, tu domačinka, rojakinja,
z dušo in srcem še vedno prisotna. Seveda veliko spoštovanje tudi do še živečega borca Franta Komelja. Lansko leto se je osebno meni upravičil po telefonu in seveda to sporočilo sem tudi podal tu na Bučki. Veliko veselje mi je tudi pozdrav Žarku Henigmanu, poveljniku in predsedniku Zveze častnikov za Dolenjske, tudi tle, ker on poveljuje tej vojašnice Novo mesto, je veliko sodelovanje z lokalno skupnostjo. Upam, da bo še dolgo na tem mestu in da se bo sodelovanje tudi še naprej v tem duhu nadaljevalo. Poseben pozdrav gre tudi Duljetu Vičeti in seveda Gorjanskemu bataljonu. Naj tako ostane naprej, da smo združni, složni, temu strmimo tudi v občini Škocjan, strmimo tu v krajevni skupnosti na Bučki. Naj strmi temu tudi Slovenija, ki to enotnost še tako potrebuje, da bomo z skupnimi močmi uresničili te sanje, ki so bile tako leta 41 kot tudi leta 91. Tam, kjer se čuje zgraja, slavičko sladka viža, tam poleg gloja draga stoji domača hiša. Prezrivna je in stara, gotovo prek stoli. Spoštovani gosti in vsi prisotni, leto je naokoli in spet smo tukaj, da obudimo spomin na tiste usodne dni v začetku novembra 1941, ko so vas domačine nemške okupacijske sile po ukazu njihovega velikega vodje obsodile na trajen izgon iz območja meje med obema okupatorskima državama, v vaše še tople domove pa naselili svoje zaupnike kočevske Nemce. To je bil še eden med zločinskimi ukrepi fašističnih in nacističnih sil v smeri zatrtja slovenskega naroda na tem prelepem koščku jugovzhodne Evrope. Najprej so izgnali oziroma pozaprli napredno slovensko elito. Elito v smislu duhovnih vrhov slovenstva, pesnike, pisatelje, šolnike, napredne politike, tudi napredne duhovnike, ki se jim niso hoteli pokoriti, nato pa ste, oziroma so prišli na vrsto preprosti ljudje, domoljubi, katerih krivda je bila v tem, da ste oziroma so bili Slovenci. Preko 220 000 ljudi so imeli namen pregnati in v izpraznjen prostor naseliti sebi lojalne branitelje novih meja na Balkanu. To da, na nekaj pa niso računali. Niso doumeli, da bo slovenski človek, ki je že v zgodovini večkrat pokazal svoj uporni duh, to njihovo namero mirno prenesli.
Organiziran napad partizanskih enot z območja Ožje Dolenjske in Bele krajine na sovražnikovo postojanko tu na Bučki je bilo resno opozorilo nemški soldateski, da slovenski partizani in civilno prebivalstvo preseljevanja ne bodo sprejeli kot gotovega dejstva in se mu bodo silo proti sili in na druge načine uprli oziroma upirali. Napada na Bučko nikakor ne moremo in ne smemo ocenjevati zgolj po vojaških merilih in kriterijih, ampak po njegovi izredni moralni, psihološki in propagandni plati. Hitler je besnel, da se mu je na njegovem svetovnem osvajalskem prigrizku v grlu zataknil mali grižljaj, mali slovenski narod, ki si ga je zahotel z obiskom v Mariboru servirati kot lahek zajtrk. Epopejni boj slovenskega naroda do dokončne osvoboditve in izgona, tokrat izgona v nasprotni smeri, tako okupatorjev kot njihovih domačih plačancev kolaborantov, je zgodovinsko obdelano in zapisano. Bili smo del zmagovite protifašistične in protinacistične koalicije in tega dejstva, ki ga priznava ves domoljuben in resnicoljuben svet, ne more nihče tukaj pri nas doma, pa naj se še tako prizadeva, tako rekoč zaganja v nas dobro misleče, nikoli razvrednotiti oziroma spremeniti. In kaj lahko danes tukaj na tem mestu dodamo? Samo novo, še eno zaobljubo, da bomo zgodovinska dejstva, dokazana in neštetokrat potrjena, z vsemi silami branili in ohranjali v spominu, ter jih prenašali na nove generacije. To je naša zgodovinska dolžnost, bi rekel kar obveza, kajti kakršnokoli naše drugačno stališče, drugačno ravnanje in obnašanje bi bila izdaja tudi vas, ki ste bili obsojeni na trajen izgon iz svojih domov in še posebej izdaja vseh tistih domoljubov, ki so za ideale domovini podarili največ, kar so lahko svoja življenja. Zato se imenujemo borci za vrednote NOB. Opazil jih je stražar, začel streljati in se opotekel v notranjost, da bi opozoril ostale. Začelo se je vsesplošno streljanje. Nemce so z bombami pregnali iz pritličnih prostorov, niso pa se mogli prebiti v nadstropje, saj so jih Nemci zasuli z bombami. Tu je padel prvi borec napada na Bučko, dijak Joško Sašek. Niko Šivik, komandir norveške čete, je bil hudo ranjen, prav tako še nekaj drugih mož. Bučki se je s tovornjaki približala kolona nemških vojakov. Borci so se umaknili, ne da bi uničili postojanko ali zajeli kaj orožja. Kasneje so izvedeli, da so imeli Nemci tisto noč nekaj mrtvih in ranjenih. Gledam vas, fantje, dekleta, možje, oropane svoje rodne zemlje, rasle v upor pod Gorjanci, jasne, odločne v boju s Taljanci. Akcija vas je krasila, narodna volja vas je nosila, silna ljubezen iz boja v boj k zmagi pravice vodila in krvi se je svoboda rodila. Bo misel na vas v srcih ostala. Ah, po vas je zdaj četa gorjanska nastala. Tu, kjer strli nekdaj ste sovraga na vrhu domačega praga. Apel ima svoj. Le glejte, ljudje, spomin na partizane je čas, da po njih resnica ostane. O, ta resnica o boju sinov domovine,
naj nikdar, nikoli ne mine. Oblaki so rdeči, kaj nek pomenijo, da vsi ti mladi fantje na vojsko pojdejo. Fantje po pol grejo, žvižgajo in bojo, jaz pa piščalko imam, žvižgat ne znam. Pa kdo bo listje grabil, pa kdo bo prav prožel, pa kdo bo dekle ljubil, ko bom k vojakom šel. Naslednji jutro po napadu so Nemci obkolili vasi, pregledovali, zastraševali ljudi ter jih grozili s puškami. Akcija je sicer doživela nedeljni uspeh, je pa popolnoma presenetila Nemce. Bučka je tako postala simbol upora proti okupatorju in nasilnemu izgnanstvu. V prvih dneh novembra 1941 so Nemci začeli z izgonom in z območja Bučke izgnali vse. Le 5 ljudi je ostalo na svojih domovih. Izgnanci so smeli s seboj vzeti le najnujnejše. Za sabo so pustili polne kašče, živino v hlevu, na štedilniku je ostala še topla hrana. Bučka je meni vedno ostala v globokem spominu. To je bila dejansko prva večja moja osebna borba, v kateri sem sodeloval kot mitraljezec in prvikrat sem doživel situacijo, da je nekdo med nami izgubil svoje življenje. To ni enostavna stvar. Veste, kadar izgubite prijatelja, je to težko. Če dovolite, bi se jaz v imenu novo ustanovljene Novomeške čete še živečemu tovarišu, borcu Novomeške čete, istočasno se kot na ustanovitvi 29. oktobra na Frati obljubil, da Novomeška četa, društvo Novomeške čete, bomo vestno in dobro prenašali vrednote narodno-osvobodilnega boja, vrednote lika partizane in društva Novomeške čete. Tovariš Franta, kaj ne rečem, čast mi je, da še živečemu borcu stisnem partizansko roko. Istočasno bi pa še nekaj rad povedal, namreč pripravil sem si en govor, pa sem rekel, nima smisla, ker pač je že vse predhodniki so povedali, kar se tiče Bučke. Je pa med nami tovariš poveljnik Žarko, ki lahko povemo, da je njegov, zdaj ne vem, ali je bil starača, ali je dedi, pradedi, udeleženc napad na Bučki in ko je Novomeška četa se preselila na zasavsko območje, potem na Ljubljansko, je decembra njegov pradedek padel. In čast mi je, da imamo tazga poveljnika v Novomeški vojašnici, kot je tovariš Žarko Heliman. Lep dan želim, vsaka dobra proslava traja približno 1 uro, imamo še približno 3 minute. Torej sem polkovnik Žarko Heliman, poveljnik Novomeške vojašnice, poveljnik Slovenske vojske na Dolenjskem in Beli krajini in čast mi je tudi predsednik območnega združenja slovenskih častnikov Dolenjske. Nekajkrat je bil danes nek apel dan, ki je mene se osebno dotaknil, službeno in osebno.
prvič ob nagovoru župana, drugič ob nagovoru predsednika ZZB Novo mesto in tretjič, konec koncev, ob nagovoru poveljnika Novomeške čete. Ja, Max Henigman je bil moj pradedek in vedno mi je čast in veselje. Leta 1991 sem ravno tako kot on, pa nisem ravno vedel takrat toliko o njem, se aktivno vključil v boj proti okupaciji, ki jo je hotela narediti, tedaj Jugoslovanska ljudska armada. Mogoče imamo Henigmani nekaj tega v krvi. Kakorkoli že, Slovenska vojska je, to sem vam že večkrat povedal, gibalo razvoja tistega, ki temelji tudi na vaši zgodovini, zgodovini, ki ste jo vi začeli. Vsi tisti iz leta 1941 in dalje. Večkrat sem že povedal, da nobena organizacija, naj bo to vojaška, obrambna ali kakorkoli že, ne more graditi prihodnosti brez razumevanja preteklosti. Zato sem si jaz osebno tudi na generalštabnem, še posebno na generalštabnem tečaju, posebej vzel v pregled vse boje od 41. do 45. na Dolenjskem. Tudi v Sloveniji, ampak seveda na Dolenjskem. Moram vam povedati, da ker sem to relativno dobro poznal, ko sem predaval v Rigi, ko sem predaval v New Yorku, so me tako eni in drugi vprašali, pa koliko so pa bili oboroženi in tako naprej. In ko sem povedal razmerje v moči, v materialnih sredstvih, v orožju, če že želite, in nasplošno v logistični opremi, potem si morate misliti, da tako ena ameriška velesila ne more razumeti, kaj je bilo tisto, kar je nam tedaj omogočalo, ne nam, torej vam, vsem tistim, ki ste bili 41. in kasneje med NOB vključeni. Torej ta volja, moč, pogum, to je tisto, kar je dodana vrednost. Zdravo! Lep pozdrav tudi z moje strani, sem predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Škocjan. Čast mi je, oziroma dolžnost, da vse skupaj pozdravim. Posebno pozdravljam pohodnike, posebej zopet tovariša Franta Komelja, ki ga ne morem nikakor izpustiti, vedno se odzove. Bom zelo kratek, bilo je povedano že vse. Zahvala še enkrat vsem skupaj, ki ste danes prišli in obljubljam, da drugo leto se zopet vidimo. Zdravo! Bring me